Tokrat v občinskem informatorju. Meteorit skoraj nemogoče. Mariborski kriminalisti zaključili 2 preiskavi. Svečan začetek sodelovanja z Rusi. Predvolilno dogajanje na Štajerskem in Koroškem. Bratuškova na obisku v Radljah ob Dravi, zaključna konvencija SLS v Mariboru, Fajonova na obisku v Rušah, kandidatka iz liste Verjamem v Mariboru. Zaključek 16. skima. Nova kmetijska politika. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Rušah, kjer zadnje dni buri duhove skrivnostni pok, ki je odmeval v nedeljo zvečer. Slišali so ga Rušani, Selničani in okoliški prebivalci. Tudi po pojasnilih pristojnih vzrok ostaja skrivnost. Policisti in gasilci so območje, kjer naj bi počilo, preiskali po dolgem in počez. Niti policisti s psi, niti policisti, ki so območje dalj časa preletavali s helikopterjem, niso našli nobenih sledi. Niso našli popolnoma ničesar, ne sledi eksplozije, ne sledi poka, ne kraterja, tako rekoč ničesar in še danes ne vemo, nekje nekaj je v bistvu počelo. Domišljijo so burila tudi ugibanja o padcu meteorita, vendar tudi tega ne morejo potrditi niti z gotovostjo zanikati. Osebno menim, da je za to zelo malo možnosti. Namreč pri padcu takega telesa bi se zanesljivo morali pojaviti še nekateri drugi pojavi, recimo sled, ki nastane torej za letom tega telesa, namreč ko to telo pride v zemljino atmosfero, če je količkaj veliko, torej tako, da bi recimo povzročilo tak dim, recimo, ali pa tako močen zvok, kot je nastal torej ob tem dogodku, potem bi seveda tudi v atmosferi morale ostati za tem telesom neke sledi. Ob razlagi je spomnil na lanski primer meteorita, ki je padel na zemljo blizu Čeljabinska. Recimo pri letu tega meteorita, ki je padel na južni Ural, torej v 15. februarja lani, je nastal ob letu skozi atmosfero sij, ki je bil večji od sija Sonca. Tega recimo tukaj nismo zaznali, tudi če bi bilo manjše telo, torej bi verjetno kaj takega bilo vidno, potem pa seveda manjkale oziroma pogrešam torej neke informacije ali pa poročila o tem, da bi za letom tega meteorita nastala kakšna sled. Če bi na območje padel meteorit, bi ob trku z zemljo najbrž nastal krater, a je to odvisno od velikosti in hitrosti, s katero bi padal meteorit. Zvočni oziroma udarni val ob padcu pa bi lahko opustošila okolico. Absolutno, pa še kaj drugega. Torej, bila bi seveda velika škoda, torej tudi dosti večji potresi bi nastali. Na možne učinke padca meteorita sicer vpliva mnogo dejavnikov, denimo njegova gostota, hitrost, upadni kot in še. Pomembno je tudi, kam telo pade. Torej, na vodnih površinah, če bi padlo recimo na vodno površino, potem ne bi imelo takega učinka, kot če bi recimo to telo padlo na neke nevezane sedimente, recimo na pesek ali pa prot. Največji učinki bi pa bili, če bi to telo padlo recimo na kakšne kompaktne kamnine, take kot jih imamo recimo na Pohorju, recimo kakšen granodiorit kot primerek magmatske kamnine ali pa recimo te metamorfne kamnine, ki se nekako nahajajo na obrobju Pohorja oziroma tudi na pobočjih recimo severno od Ruš. Naj dodamo še to, da seizmologi od nedelje zvečer do torka popoldne niso poročali o nikakršnih potresih na tem območju. Že res, da ne znajo pojasniti vzroka domnevne eksplozije, so pa mariborski kriminalisti zaključili z 2 obsežnima preiskavama. Prijeli so 5 članov združbe, ki so ilegalno priseljevali tujce, ter razkrinkali goljufije pri izdajanju zdravniških receptov v ptujski bolnišnici. V prvem primeru so 5 osumljenim odvzeli prostost, preiskovalni sodnik je za 4 odredil pripor, 1 osebo so policisti pridržali. V drugem primeru pa so zaradi goljufij z recepti pridržali 10 oseb, 1 zdravnik naj bi bil še vedno v priporu. Člani združbe so organizirali priseljevanje okoli 70 tujcev v Slovenijo in po vsej Evropski uniji, ob tem pa so preslepili pristojne organe glede njihovega pravega namena vstopa v državo, pri čemer so zlorabljali ustavno pravico do svobode podjetniške pobude. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in več upravnih enot zasmotren s tem dosegli, da so ti organi v javnih listinah potrebili nekaj lažnega, kar je bil dokaz v pravnem prometu in tako javno listino uporabili kot pravo. V naših ocenah gre za izredno razširjen pojav, katerega preiskovanje bomo intenzivno nadaljevali tudi v bodoče.
Prejšnji teden pa so mariborski kriminalisti izvedli 29 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Maribor, Murska Sobota in Ljubljana. Ugotovili so, da je več zdravnikov ponarejalo ali izdajalo recepte, za katere niso bili pooblaščeni. Sem za 3 različne vrste zdravil, pri čem pa je pomembno dejstvo, da gre v vseh primerih za izjemno draga zdravila, ki so namenjena zdravljenju različnih oblik raka, tako na pljučih, dojkah, črevesju in podobno. V 2 letih so zdravniki izdali 76 nepravilnih receptov za zdravila v skupni vrednosti skoraj $500 000. Ostajamo v Mariboru, a pri bolj svečanih trenutkih. Minuli torek so namreč v Melju slavnostno obeležili začetek vzpostavitve muzeja in spominskega centra na lokaciji nekdanjega nacističnega taborišča za sovjetske ujetnike. Protokolarne prireditve sta se med drugim udeležila tudi slovenski in ruski zunanji minister Karel Erjavec in Sergej Lavrov. Mariborski župan Andrej Fištravec pa je ob tej priložnosti dejal, da slovesnost predstavlja tudi začetek konkretnega sodelovanja z Rusi. V tem objektu so bili v 2. svetovni vojni v izredno nečloveških razmerah nameščeni ruski vojni ujetniki, ki jih je bilo v določenem trenutku tudi več kot 5000. Prav zaradi grozot, ki jih je terjal poboj, so se slovesnosti udeležili mnogi. Lokacija je zgodovinska, tako da drugje ne more biti. In vsako obeležje, predvsem iz 2. svetovne vojne, mora biti zaznamovano tako, kot bo tole verjetno. To se mi zdi pomembno zaradi, ko so toliko trpeli tu, ne? Meni je zelo všeč, da je prišlo do take pobude, ker mislim, da je treba vse, ki so v vojnah umirali, tako ali drugače spoštovati, jim pripraviti obeležja, spomniti nove generacije, da je bilo zelo težko. Poleg sedanjih državnih političnih veljakov so se slovesnosti udeležili tudi bivši. Med njimi denimo nekdanji predsednik Slovenije, ki je poudaril pomembnost zgodovine, ki so jo pisali vojni ujetniki. Spominjanje na nekaj zelo veličastnega, kar nam je prineslo mir in življenje svobodi, oddolžitev tistim, ki so nam to omogočili, in spodbudo za pogled prihodnost, da tega ne bi več dovolili. Ob svečanem začetku nastajanja muzeja je vodja slovenske diplomacije poudaril pomen, da se ohrani spomin na prispevek vsakega posameznika ter vsake žrtve, k temu pa dodal, da je Evropa na pragu obeležitve 70. obletnice konca 2. svetovne vojne. In ravno to tudi kaže, kako močni, globoki so odnosi med Republiko Slovenijo in pa Rusko federacijo. Veste, da vsako leto tudi praznujemo pred rusko kapelico, in sicer žrtve ruskih ujetnikov iz časa 1. svetovne vojne. To kaže, da so ti odnosi tradicionalni in zgodovinski. Muzej bo po besedah zunanjega ruskega ministra služil kot priložnost Slovenije, Rusije in Evrope, da se spomnimo žrtev in katastrofalnih posledic 2 grozovitih vojn v človeški zgodovini in da naredimo vse, da ne bi dopustili ponovnega oživljanja fašizma in nacizma v Evropi ali kjerkoli drugje. Мы утром сегодня провели крайне эмоциональную, очень трогательную церемонию открытия музея памяти жертв из Советского Союза, жертв, которые были замучены в нацистском концлагере в Мариboре. Osnovni namen obiska vodje ruske diplomacije v Mariboru je sicer bilo slovesno odprtje bodočega muzeja. Ta dogodek pa predstavlja tudi začetek sodelovanja z ruskim trgom. Z gospodom Lavrovom sva se pogovarjala, ne gre pa to tako hitro, kot se ljudje predstavljajo, ne? Da se potem kar zmeniš za konkretni posel. Ne? Zelo pomembno je, da gospod Lavrov za svojo delegacijo bil v mestu, da je s tem, ne samo, da smo s tem odprli začetek tega procesa izdelave muzeja, ne, ampak da naši ruski partnerji vidijo, da smo zaupanja vredni soigravci. Kompleks opuščenega carinskega skladišča na Einspielerjevi ulici v Melju naj bi s pomočjo ruskega denarja v bližnji prihodnosti prelevili v muzej, ki bi mednarodno javnost opozarjal na vojne grozote.
Na slovesnosti so predvajali virtualno predstavitev bodočega muzeja, katerega uresničitev je po besedah Fištravca še neznanka. Stavba je sicer v zasebni lasti, zato jo mora občina najprej odkupiti. Ja, to prostor je v zasebni lasti, v proračunu smo že dali v letošnjem proračunu del denarja za odkup. Zdaj se pripravlja vsa ta papirologija, da se lahko začne postopek odkupa. Istočasno obstaja idejna zasnova rešitve, ki je bila tudi včeraj javnosti prikazana in naletela na zelo dober odmev. Da tukaj bo treba delati korake naprej, istočasno pa tudi z ruskimi partnerji iskanje denarja, ker smo povedali, da enostavno mestna občina si takega projekta sama ne more privoščiti. Od popoldanskega individualnega pogovora z ministrom Lavrovom pa si župan obeta gospodarsko sodelovanje in nova delovna mesta, kar po njegovem Mariborčani najbolj potrebujejo. Od svečanosti k predvolilnim obiskom. Minuli ponedeljek je predsednica vlade, ki še opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, obiskala dom starostnikov v Radljah ob Dravi. Tam pa je, seveda, pozdravila strankarskega kolega in lokalnega kandidata za poslanca. Pred domom starostnikov v Radljah je Bratuškovo pričakal strankarski kolega, ki pravi, da je v novi stranki kandidiral predvsem zato, da bi v politični prostor pripeljali kaj novega. Ker vse dosedanje etablirane stranke jaz rečem, da so se verjetno izpele v vseh teh letih. Vsi vemo, da so vedno eni in isti obrazi, ki so navajeni samo na to, da se pol v parlamentu prerekajo en čez drugega. Konkretnih rešitev nimajo, vse vidimo, kje smo. Računam, da bi zdaj lahko neka prenovitev. Pravi še, da poslanec mora biti poslanec vseh državljanov in državljank, ne glede na to, od kod izhaja. Za konkretno problematiko Koroške, 3. razvojno os, pravim, da bi morali poslanci najprej urediti zakonodajo. Enostavno, da se bo dalo tudi koga razlastiti, ampak z primerno ceno. Država mora določiti, po kakšni ceni bo odkupovala zemljišče, ne pa, da bi dali neko miloščino, morda za prvo kategorijo kmetijskega zemljišča, bi dali pa nekaj malega. Se pravi, tržno ceno določiti smernice, predvsem se morajo pa lokalni veljaki, ki imajo odločilno vlogo pri tem, ker oni animirajo ljudi in preprečujejo, se bi morali med sabo dogovoriti prvič, kje naj bo ta 3. razvojna os. Da je 3. razvojna os za regijo nujna, da bi tukaj ostali in prišli novi podjetniki, pa je na obisku povedala tudi predsednica vlade, ki še opravlja tekoče posle. To je nujno zaradi novih delovnih mest. Ne moram obljubiti, da bo to čez noč, bi bila zelo neiskrena, če bi obljubljala to čez noč. Mi smo v tem enem letu naredili nekaj korakov, se pa zavedam, da bi si želeli stvari, da se dogajajo hitreje in res je nujno potrebno ta del Slovenije povezati z Slovenijo, bom jaz kar rekla. Projekt bo trajal še nekaj časa. Ni se pa Bratuškova v Radljah seznanila samo s tem. Pozitivna novica je, pravim, da se stanovalci doma starostnikov tam dobro počutijo. Je pa res, da si bivanja vsi ne morejo privoščiti. Praktično ga ni, ki bi rekel, da je nezadovoljen. Seveda je pa tudi nekaj problemov še na tem področju. Najbolj pereč se mi zdi pa ta, da ko ljudi sprašujem, če jim pokojnina zadošča za to, da plačajo stroške, velikokrat slišim, da temu ni tako. Tako da jaz mislim, da si človek z 40 leti delovne dobe zasluži, da normalno, standardno storitev v domu za ostarele plača za svojo pokojnino. Verjetno bo treba nekaj narediti na ceni oziroma bi država morala prispevati nek delček stroška bivanja v domu. Ker na Koroškem tudi primanjkuje zdravnikov, je izpostavila dva vidika, da se nekateri ne želijo zaposliti daleč od centrov, kar da bo težko spremeniti. Kot drugo pa je poudarila, da so tik pred sklenitvijo dogovora glede ureditve primarnega nivoja v zdravstvu, ki je v tem trenutku, bom jaz rekla, kar en velik, če ne celo najbolj pereč problem. Zavarovalnica in zdravstveni zavodi skupaj z vlado smo našli rešitev za ne prav veliko dodatnega denarja, da bi lahko zaposlili kar nekaj mladih zdravnikov na tem primarnem nivoju in mislim, da je tudi na Koroškem prav ta primarni nivo največji problem.
Prepričana je, da mladi v Sloveniji imajo prihodnost. Minuli torek je pod Staro trto na Lentu potekala zaključna konvencija kandidatk in kandidatov SLS-a za letošnje državnozborske volitve. Konvencije se je udeležil tudi predsednik stranke Franc Bogovič. Novosti v slovenskem kmetijstvu so tiste, ki bodo dale tudi nek razvojni premik, preboj. Mladi prevzemajo kmetije in tam vidimo tudi celo vrsta priložnosti. Tako je Bogovič ob srečanju izpostavil 3 ključne točke njihovega programa. Nova delovna mesta so najboljši socialni ukrep. Zato je ključen poudarek Slovenske ljudske stranke ostati še naprej strateški partner slovenskemu gospodarstvu, podjetništvu, obrti, kmetijstvu. Drug ključen poudarek Slovenske ljudske stranke je, da želimo imeti Slovenijo, kjer bodo enaki pogoji za mladega, ne glede na to, ali je rojen v enem delu, enem koncu Slovenije, ne na drugem. Se pravi, enakomerni regionalni razvoj. To je potrebno zagotoviti tudi s pravilno usmeritvijo evropskih sredstev, z pravilnim sistemom financiranja občin, prenosom pristojnosti na nižjo raven in z enostavnejšo državo. Tretje ključno področje, ki ga imamo zapisanega v našem novem razvojnem modelu Slovenije, kot smo poimenovali naš program, pa je to, da želimo poudariti in izboljšati stanje na področju 3 ključnih naravnih virov, ki jih imamo v Sloveniji. Zato smo jasno zapisali, da je slovenska voda, slovenska hrana in pa slovenski les naš nacionalni interes in na teh 3 področjih vidimo tudi s pomočjo koriščenja evropskih sredstev več kot 20 000 novih delovnih mest in tem področjem bomo posvečali zelo veliko pozornosti. Kot pravi, se bodo konkretno zavzemali predvsem za ohranitev in izboljšanje kmetijstva v Sloveniji. Prav tako pa bodo po besedah predsednika stranke namenili veliko pozornosti gospodarstvu. Narediti državo prijaznejšo podjetništvu in na podjetniškem področju več svobode, manj države in na takšen način vrniti vero v lepši jutri z novimi delovnimi mesti. To bo naš ključni poudarek. V stranke SLS se bodo zavzemali tudi za izboljšanje razmer v zdravstvu. Po prepričanju Bogoviča je sicer v zdravstvu dovolj denarja, a mu manjka učinkovito upravljanje. To, kar se je na primer pred kratkim zgodilo na oddelku otroške srčne kirurgije, je pravi pokaz stanja in pa kako lahko zaradi nekih zdrah znotraj zdravstvenega sistema so takšen oddelek se enostavno skoraj ukine oziroma izgubimo najboljše strokovnjake. Tako da je boljše upravljanje v zdravstvu, imeti Slovenijo enakomerno pokrito s predhospitalnimi enotami, z enotami nujne pomoči, z zdravstvenimi domovi, več narediti na preventivi in od tu naprej pa bolnišnice tudi specializirati, da bodo posamezne najboljše vsaka na svojem področju. Na zaključni konvenciji se je predstavil tudi kandidat SLS-a 7. volilne enote. Kot pravi, se je v volilni boj podal predvsem zato, ker mu ni vseeno za našo državo. To, ker sem oče 2 malih otrok in mi ni vseeno, kdo in kako bo vodil našo državo. Marsikateri se tudi sprašuje, zakaj se operni pevec podaja v politiko, kako se bo on boril, da bi nam šlo boljše. Pa se vprašam, kaj pa so vsi ti doktori, ekonomisti naredili do sedaj, da nam gre vedno slabše. Vendar sam sem ponosen na delo svojih staršev, ki sta bila oba v politiki in sam bom nadgrajeval njuno delo in malo z drugačnega pristopa, na drugačen način. Po besedah Ribiča se bodo še naprej precej zavzemali za podeželje in kmetovalce ter uresničili tisto, kar jim do sedaj v stranki ni uspelo. Slovenska ljudska stranka je se vedno zavzemala za podeželje, za kmete, vendar v zadnjih mandatih nismo imeli toliko moči, ker nam pač volivci niso naklonili toliko glasov. Vendar naš program jasno govori, da se bomo zavzemali tudi za zadružništvo, da se bomo zavzemali za slovenskega kmeta. Naš moto je tudi, da gre naša slovenska zelenjava v vse naše šole, v vse javne ustanove, tako da s takšno promocijo bomo dosti naredili tudi za podeželske kmetije in podeželje in za slovenskega kmeta. Kot pravi, se bo po svojih najboljših močeh trudil uresničiti, kar jim narekuje program.
Minuli ponedeljek se je Tanja Fajon v podporo lokalni kandidatki za poslanko mudila na obisku v Rušah. Govorila je tudi o premajhni porabi evropskega denarja, izpostavila, da tudi Rušani potrebujejo nova delovna mesta, ter poudarila, kakšne lastnosti mora imeti nekdo, ki kandidira za poslanca. Ob dejstvu, da so v Geberitu uspeli pridobiti evropski denar za vzpostavitev nove proizvodnje, je Fajonova spomnila, da bi Slovenci lahko večkrat računali na evropsko blagajno. Sem vesela, da je možnost, da lahko ljudje dobijo delovna mesta, da bodo imeli priložnost dobiti neko zaposlitev. Ko pride vprašanje evropskih sredstev, je vedno pomembno, da je Slovenija sposobna uveljavljati takšne projekte, kjer lahko dejansko denar tudi počrpa. V preteklosti smo veliko evropskih sredstev že izgubili, zato bo zdaj v naslednjem obdobju, bi rekla, izjemno pomembno, kakšne projekte predstavljamo, kako bomo sposobni tudi zagotavljati svoje sredstva in potem v resnici ta denar tudi počrpati. Svojim obiskom je izkazala podporo Bojani Muršič, strankarski kolegici in lokalni kandidatki za poslanko. Jaz iskreno verjamem, da ima socialna demokracija med ljudmi veliko zaupanja. Mi rabimo delovna mesta, rabimo zaupanje ljudi, gospodarsko rast, to je tudi naš program, tudi naše kandidatke tu in predvsem si želimo z neko jasno vizijo vrniti dostojanstvo ljudem, enake možnosti, ko gre za vprašanje javnega šolstva, javnega zdravstva, konec privatizacije oziroma zelo jasne pogoje in transparentne postopke. Vse to je zelo pomembno za socialne demokrate. Povedala je tudi, katere so bistvene lastnosti, ki naj bi jih imeli poslanke in poslanci. Predvsem bi rekla iskrenost, poštenost, predanost delu. Ljudje so zelo občutljivi in prav je tako. Prav je, da nas spremljajo, kaj počnemo, zato etika, integriteta vsakega politika, tudi vsakega človeka sta izjemno pomembna, pa rekla bi tudi velika mera čustvene inteligence. Sicer pa so Fajonovo v Rušah sprejeli tako predstavniki občine Ruše, kakor tudi predstavniki stranke. V Mariboru pa smo ujeli kandidatko 7. volilne enote liste Verjamem, Janjo Deutschmann. Po njenih besedah se v stranki zavedajo problematike bega možganov, kar pravi, da predstavlja izgubo potencialnega razvoja Slovenije. Poglejmo si izjavo. V stranki Verjamem smo na to problematiko veliko govorili. Zavedamo se, da je to izredno zaskrbljujoča situacija v Sloveniji. V stranki Verjamem beg možganov dejansko predstavlja izgubo potencialnega razvoja na vseh področjih v Sloveniji. Sedaj ugotavljali smo, kaj so razlogi za to in smo ugotovili, da v Sloveniji za beg možganov sta dva bistvena razloga: brezposelnost študentov, torej da ne najdejo zaposlitve po končanem študiju, in hkrati tudi sama višina plače v primerjavi s tujino. Sedaj v svojem programu smo sprejeli dva ukrepa, ki bi lahko beg možganov na nek način omilila, dolgoročno pa morda s kakšno strategijo tudi preprečila. To je prvi ukrep, takšen je zvišanje same neto plače. S spremembo dohodninske lestvice bi tako posamezniku ostala ob isti bruto plači višja neto plača, to pa hkrati ne bi vplivalo na samo preprečitev bega možganov, ampak tudi na samo potrošnjo v Sloveniji, kar bi pa prispevalo tudi k boljšemu gospodarstvu. Drug ukrep, ki pa je morda še boljši, pa je znižanje prispevkov za vsako novo zaposlitev. In sicer v stranki Verjamem smo to sprejeli na ta način, da bi za vsakega novega zaposlenega delodajalec v obdobju 6 let, vsako leto od januarja do aprila, torej prve 4 mesece v letu, mu ne bi bilo potrebno plačevati prispevkov. Na ta način bi tako motivirali delodajalce, da zaposlujejo mlade, hkrati pa da dolgoročno potem tudi mladi ohranijo zaposlitev. Boste te predloge konkretno prenesli, če boste izvoljeni? Zagotovo. Zdaj, znano je tudi, da vsa kriza oziroma se pravi nezaposlenost mladih terja tudi nezmožnost ustvarjanja družin, nezmožnost nekega privilegiranega življenja. Kako pa gledate na to oziroma kako se boste za to zavzemali? Tudi ta situacija nas v naši stranki izredno skrbi, zato na tem mestu tudi zvišanje same neto plače bi hkrati vplivala na boljši položaj mladih družin. Hkrati pa smo za mlade družine se ukvarjali z enim ukrepom, in sicer, da bi uvedli pravičnejše cene vrtcev. Znižali bi sami strošek na družino za vrtec, hkrati pa bi po vsej Sloveniji
Sloveniji poenotili cene vrtcev. Ta dva ukrepa. Kako bi pa recimo spodbujali samostojno podjetništvo pri mladih, kajti vemo, da se zaradi razmer in pa seveda država nima prave podpore, ne izkazuje, tista subvencija je zelo mala, da bi lahko vsi ustvarjali svoja podjetja in kreirali svojo zgodovino. Tukaj bi lahko na primer uvedli višje subvencije, hkrati pa bi morali mladim omogočiti, da bi svoje ideje, inovacije dejansko udejanili v sami državi. Tu morda tudi na tem mestu lahko omenim, ko smo se prej pogovarjali o begu možganov, potrebna bi bila višja interakcija med samo državo, univerzami oziroma izobraževalnimi institucijami in samim gospodarstvom. Če bi se vse to povezalo, delovalo skupaj, bi hkrati tudi lahko napredovalo podjetništvo med mladimi. Na kratko se vam zdi, da še obstoječa podjetja, ki so v državi, imajo posluh za mlade? Nekatera ja, nekatera ne. Kaj verjamete na tokratnih volitvah? Verjamem, da bo zmagalo najboljše za državljane Republike Slovenije in na tem mestu naj povabim vse državljane na volitve, predvsem pa mlade študente. Vem za mnogo študentov, ki se volitev nočejo udeležiti, so pasivni in naj na tem mestu povem tudi kot bodoča pravnica, da naša volilna pravica je pomembna pravica in da to pravico moramo izkoristiti oziroma postati aktivni državljani in na nek način izpolniti tudi našo dolžnost. Od politikov k študentom, ki so minuli torek zaključili s 16. mednarodnim festivalom SKIM Student Conference in Maribor, so se pa na delavnicah med drugim skušali uživeti tudi v vlogo politikov, a še zdaleč ne samo to. Na 16. SKIM-u je sodelovalo 41 študentov iz 25 držav sveta. Spoznavali so Maribor, Slovenijo, ljudi, običaje in znamenitosti. Predvsem pa so, poleg prijateljstev, utrjevali znanje na različnih področjih. Our personal workshop was based on a lot of discussion, a lot of hearing about opinions of other people. And then last but not least, we also did a presidential campaign. So we elected 3 presidential candidates from our workshop, and we organized a presidential campaign for the president of SKIM. Can you use this knowledge someday in the future? Oh, absolutely. One of the things we did for our presidential campaign was actually deliver a 5-minute speech about why we think we should be president of SKIM. And so to me, this is public speaking in general is very useful, and especially because I want to be in politics one day. This is my first time in Slovenia, and it's been a great experience. The nature has been phenomenal. I don't have words to describe how beautiful it's been, and just the group of people here, they've been amazing. We've made a lot of new friends, and we've enjoyed Slovenia, the culture. Most of them have enjoyed the drinks here, as well as the food, and the people have been, the hosts have been great hosts. Na zaključku 16. SKIM-a so tako udeleženci predstavili rezultate 6 delavnic, novinarske, male šole politike, plesne, fotografske in športne delavnice ter delavnice risanja. Poleg tega nudimo še popoldanske športne aktivnosti in pa tudi tako imenovane mini delavnice, na katerih se pač izpopolnjujejo v leadershipu, time managementu in tako naprej. Zvečer pa jim ponujamo tudi zabave, seveda. Letošnje osnovno vodilo SKIM-a je bilo, da mladim iz tujine približajo Maribor in Slovenijo, da bi si lahko ustvarili svoje mnenje. Letos smo imeli sicer srečo zaradi festivala Lent in je bilo za pokazati več, drugače pa mislim, da življenje mladih po vsem svetu kar približno podobno. No? Kaj pa rezultati teh delavnic bodo za kaj uporabni? Seveda bodo, tudi že za prihodnje leta naprej bomo imeli neke smernice, kak projekt izboljšati, kak ga izpopolniti. Zaključke, predvsem iz delavnice Mala šola politike, bomo uporabili tudi za razvijanje našega izobraževanja oziroma vključevanja mladih v politiko. Tako člani šovma program festivala SKIM razvijajo že 16 let. O novem znanju oziroma novi kmetijski politiki pa so minuli ponedeljek govorili tudi na Univerzi v Mariboru. V spominski sobi Leona Štuklja smo slišali ključne novosti, ki bodo v kmetijstvu veljale od leta 2015. Kmetje od nove kmetijske politike pričakujejo predvsem bolj pošteno razdelitev evropskega denarja, pravijo.
Ja, mi gledamo predvsem na to, da bi celotno proizvodnjo pocenili, stroške zmanjšali, ker dejansko na trgu glede hrane, glede vsega je, da bi lahko cenejšo hrano uživali, je vezano, da bi zmanjšali tudi stroške. Stroške pa povečuje pri nas inštitucije, ki so do zdaj samo na račun kmeta, pa na račun določenih zakonov dobivale sredstva, denar, dejansko pa na tem področju ni bilo, ali pa je bilo zelo malo, ali pa skoraj nič nareditega. V Bruslu, ko je združena Evropa, oni si vzamejo čas, naši vodilni, na ministrstvi pa ne. Sicer pa smo na predstavitvi nove kmetijske politike izvedeli še, da stalnica ostaja razdelitev v 2 stebra. S tem, da v drugem stebru ni več 4 osi, ampak je 6 prednostnih nalog. Če pa gremo na samo vsebino, pa bi omenila koncept aktivnega kmeta. To pomeni, to je predpogoj po novem, da lahko vstopi pridelovalec oziroma kmet ali pa pristopi v te sheme obveznega prvega stebra. Pomembna novost je obvezna zelena komponenta, ki je del prvega stebra, namenjena pa je ohranjanju javnih dobrin na kmetijskih površinah. To novost so pravzaprav zahtevali davkoplačevalci. Da želijo imeti kmetijsko krajino ohranjeno takšna kot je ali celo bolje, da želijo imeti neokrnjeno naravo, da želijo imeti čisto okolje, se pravi vodo, zrak, tla. Gre torej za osnovne kriterije, ki jih bodo morali izpolnjevati aktivni kmetje. Ta status so namreč v preteklosti zlorabljali za pridobivanje subvencij. Ker so na primer dobivali subvencije tudi, ne vem, golf igrišča, letališča, se pravi tisti, ki dejansko niso imeli z kmetijstvom pravzaprav popolnoma nič. In seveda ta aktivni kmet bo moral na nek način izkazati svojo aktivnost. Zdaj strokovnjaki so navedli več nekih kriterijev, po katerih bi se naj aktivni kmet določal. Med njimi je velikost kmetije, se pravi velikost kmetije, delovne moči na kmetiji, dobiček na kmetijo, se pravi dohodek na kmetiji, tako naprej, ne. Predvsem pa naj bi bila novost ugodna za male kmete. V Sloveniji jih v to kategorijo sodi več kot polovica. Slednjim naj bi s to novostjo poenostavili administrativne postopke. Preverimo še, kaj se bo te dni dogajalo v naših krajih. Ta četrtek, 10. junija, lahko greste na street basket ob 17. na igrišču pri Športnem parku Ruše. Ta četrtek ob 17. se lahko udeležite tudi vodenega sprehoda ob mariborskih vilah iz 19. stoletja. Sprehod se bo začel pri železniški postaji v Mariboru, se pa morate nanj predhodno prijaviti na elektronski naslov izobraževanje@mao.si. Ta četrtek ob 9. pa predstavniki šole umetnosti Atilem prirejajo 3. poletni likovni tečaj za otroke in odrasle. Tečaj bo na Partizanski cesti v Mariboru. Toliko za enkrat. Če želite biti dobro obveščeni, nas spremljajte tudi na spletnem portalu bktv.si. Nasvidenje.